Lepo vas pozdravljam vse v imenu poslanske skupine. Danes smo v tem mandatu na 13. obisku po slovenski deželi. Ostalo nam je še samo Prekmurje in ta obisk bomo realizirali v naslednjem mesecu. To potrjuje, da poslanska skupina dela intenzivno, dela resno, dela načrtovanje, predvidljivo, sistematično in da ne zanemarjamo nobenih okolij, ne mestnih in ne podeželskih, in na teh obiskih smo bili pripravljeni pristopiti tako ljudem, gospodarstvenikom, predstavnikom javnih zavodov in institucij. Tudi sedanja vlada je ob času, ko je prevzemala oblast, napovedala, da bo ohranila dobro prakso bivše vlade, vendar je v tem obdobju organizirala samo 2 ali 3 terenska srečanja, pa še to ne vsa v popolni sestavi. Skratka, kaže na to, da je velika razlika tudi na tem področju med besedami in pa dejanji. Tokrat je bila naša poslanska skupina razdeljena v 4 skupine. Imeli smo 17 dogodkov, predvidenih, načrtovanih, realiziranih in več kot polovica vseh teh dogodkov je bila povezana z gospodarstvom in z institucijami z področja gospodarstva. In povsod na teh obiskih smo se srečali z tudi direktorji teh podjetij in tam se pogovarjali tudi o njihovih priložnostih, pa tudi problemih, ki jih spremljajo. Imeli smo tudi sestanek z eno izmed bank, Unicredit banko in del poslanske skupine, ki je obiskal banko, da je tam dobil dober pogled v dogajanja v finančnem prostoru Republike Slovenije, pa tudi pogled v težave, ki spremljajo financiranje gospodarstva. Lahko rečem, da ta ocena, da se pogoji zaostrujejo, da so trendi negativni, da splošne razmere niso dobre, čeprav so med gospodarskimi družbami tudi velike razlike od tistih, ki dejansko lahko dobro poslujejo, so tudi izboljšale svoje poslovanje, pa do takih gospodarskih družb, ki so žrtve kreditnega krča in pa plačilne discipline v državi. Na teh obiskih nas pravzaprav tudi seznanijo, kjer so tiste zamujene priložnosti in tu je značilno, da se premalo posveča problemom, odpravlja težav, zato se tudi ti trendi razvojnega zaostajanja kažejo, tudi zadnji podatki, ki smo bili priča včeraj, kaže to, da gospodarska rast ne sledi pričakovanju in pa napovedi. In pa kar pri najširše tudi trend konkurenčnosti se izredno strmo poslabšuje. Obiskali smo tudi nekaj institucij, javnih institucij nacionalnega pomena, kot so Slovenska filharmonija, Cankarjev, tudi Inštitut novejše zgodovine, Muzej novejše zgodovine in tam smo se tudi seznanili z nekaterimi vsebinami z teh področja dela. Smo se pa zopet sestali s parahom Srpske pravoslavne cerkve v Ljubljani, gospodom Feranom Boškovičem, in tam se tudi seznanili z načrti in pa tudi s problemi, s katerimi se srečuje srpska cerkvena skupnost v Sloveniji. Sedaj to predajam še kolegu pozorno. Hvala lepa. No, mogoče bi bilo za dodati še to, da bomo bolj nazorno, če se želimo. Naša vlada v prejšnjem mandatu je prvo začela prakticirati obiske po Sloveniji, po regijah, zato da se spozna z vsemi temi točkami, kjer se po posamezni regiji največ dogaja. Bodi se gospodarstvo, bodi se kulturi, bodi se kjer drugi. Zdaj to nadaljuje poslanska skupina in to je prvič v zgodovini, da poslanci načrtno
hodijo po regijah in spoznavajo v živo, kaj se dogaja z bodisi javnimi zavodi, kako z institucijami, bodisi seveda tudi z firmami in močnimi gospodarskimi. To je zelo, zelo potrebno. Zato, ker se poslanci srečujemo z vsemi problemi, ki sploh tarejo kakšno državo, oziroma razpravljamo v vseh problemih in glasujemo in seveda uzakonjujemo, kar smo zakonodajni dom, zakone za vsa področja. Se pravi, da je to hkrati tudi nekaj izjemno važnega in poučnega. Vedno kakšen seminar uživo. Tako dobimo tudi marsikatero dobro idejo, ki jo potem lahko strokovno zastopamo takrat v parlamentu, ko pride to na vrsto. Tako se je tudi danes zgodilo. Jaz sem bil v skupini, ki je obiskovala 2 kulturni instituciji in eno, ki pripada papirništvu. To je Papirnica Več. Izjemno zanimiva gospodarska enota, ki je kupil tujec, kako mi pravimo. Skratka, papirnice so kupili Avstrijci, pa ne zato, da bi jo razgradili, pograbili, kar se pač da, na nekaterim propastili, ampak je to bolj srečna zgodba. Naredili so modernejšo papirnico in danes pokriva svoj segment papirništva v Evropi in je, mislim, da tam izredno močno dokvalitet. To je manjši segment, ni to ena izmed največjih papirnic. Kljub temu pa se je ta kapital dobro opodjel, ker se je delo razdelila tista papirnica, ki je v Avstriji in tista, ki je zdaj v Sloveniji. To se mi zdi smiselno in dobili smo tudi kakšno dobro prakso. Dobro prakso oziroma dobro uvid v probleme smo dobili tudi na Inštitutu za novejšo zgodovino, ki ima probleme z financiranjem v tem smislu, da težko prodre s svojimi temami, ki jih samo predlaga, sam inštitut predlaga. Kajti to je nekakšen natečaj. Čeprav so tam na inštitutu novejšo zgodovino poklicani, da vejo, kaj slovenski novejši zgodovini zares manjka, pa vendarle potem, ko zaprosijo za sredstva, odloča nekdo tretji, kaj naj raziskujejo. V tem smislu smo še zmeraj samo deloma v novi državi, tako rečem, v novem sistemu, ali tudi v preteklu, je bil ta inštitut samo tisti, ki je izvajal naloge, ki je pač dal nekdo drug. To mislim, da bi bilo treba spremeniti. Hkrati pa so oni tudi odgovor na vprašanje, katera uporaba znanosti je prava, ali tista utilitarna, se pravi tista, ki sledi gospodarstvu, ali pa tista, ki je humanistična narave in jo treba pustiti samo. Pri temu inštitutu za novejšo zgodovino smo ugotovili, ker gre za tako imenovano humanistično znanost, ki ni neposredno utilitarna, da vendarle je uporabna in utilitarna, če ne drugega za parlament, ki se v naši situaciji, slovenski specifično, obilo poslužuje tudi zgodovine in novih raziskav. Skratka, to so potrebni, pomembni obiski in Ljubljana se je tudi izkazala za tak.